Marjan, ti si rekel, da si bil enkrat cel teden zaprt v svojem stanovanju, ker so te spodaj čakali izterjevalci, ker si bil denar dolžan. In daj malo povej, kako je bilo to. V bistvu me niso čakali spodaj, ampak jaz sem stanoval v bloku, Ja, med na Polanah, in so bili na stopnicah gor, so bili, pred vrati. a tik pred vrati. Tik pred vrati na štengah so stali, še slišal sem, ker sem bil noter, kako so pred vrati stali in so se pogovarjali, je vnutra, ni vnutra, kače, kako ćemo, šta ćemo, tako da sem vse slišal. In tudi sosedje so bili tam malo prestrašeni, ko se to dogaja. Ker jaz ne vem, ali so bili cel dan in celo noč, ampak jaz sem jih skozi slišal, ker jih bilo 4-5 jih je bilo in so se zmenjavali, verjetno. Tudi en prijatelj je me iskal, pa je prišel pogledat, pa je videl, da so pred vrati, pa se je obrnil pa šel. To mi je pol povedal. Ja, bili so pa kar 5 dni. In ti si bil 5 dni noter in oni niso pogruntali, da si bil ti noter. Ja, niso, hvala Bogu, kaj sem mogoče tudi dolomil, da so, kaj vem, kakšni tipi so bili, sem jih tudi na vide se par poznal. Ampak fora je bila tem, da sem jaz 5 dni bil not, za jesti nisem imel, sem jaz slučajno ene ribje konzerve pa eno polento, tako da sem 5 dni jedel ribje konzerve pa polento, tudi na vece, ker sem šel, nisem smel vode spustiti, po prstah sem hodil, telefon sem izklopil, skratka, noter sem sam televizijo sem dal, ampak sem imel vikend, tako sem sam podnapisal lahko bral. Ampak je bila tema, zvečer, sem mogel televizijo ugasniti, ampak imel sem ene ferenke take, da sem fajn zagrnil, pa moram sonek zadiktati, da se ni svetloba vendila, če ne bi oni bili samot. No pa po 5 dneh, je pa en prijatelj prišel na vrata po trku, pa prav njih več, pridven, potem tako da sem preživel, ampak ni bila lahka. Dragi gledalci, danes je moj gost Marjan Vukosav. Midva sva se po naključju spoznala preko enega skupnega prijatelja Tomaža. Boha. Ja, skupno malo midva pa to, da sva obedva imela diskoteke. Ti si imel to še bistveno prej, kaj jaz. V Ljubljani si imel znano diskoteko Valentino. Ona prva se pa kako imenovala? M-klub. M-klub. To si kdaj si odprl ta M-klub? Ja, M-klub sem odprl leta 81, 10. marca. In ti si bil star koliko takrat? 25 let. 25 let. Če sem 56 letnik, in 25 let, ja. Aha. In kako si ti to, če sem jaz se prav zapomnil, vi ste prvi z doma vinotoč imeli, in potem si pa ti prišel z idejo, da bi diskoteko naredil, če se ne motim, je bilo Ja, nekaj mi smo imeli 66 leta doma vinotoč, Ja. In jaz sem tam delal, pomagal, pa v šolo hodil, pa vse. V glavnem fotor me je skozi ganjal, moj fotor je bil oficir, Ja. zajeban človek, tako da pri njemu ni bilo počitka. Kadar sem bil frej, sem mogel delati. Ampak potem jaz sem imel, posledično zaradi tega sem imel tudi pol dosti denarja in potem leta 70, 72, sem začel diskoteke hoditi, takrat sem bil star 16 let, Ja. Najprej sem hodil v diskoteko. In skratka, to mi je bilo všeč, tak nočno življenje, Ja. Vedno sem sanjal, kako bom po noč žural, To mi je bilo od otroških, od malih nog želja, No in sem veliko ljudi spoznal, In sem vse te diskoteke hodil, po Ljubljani, Tlopoteka, pa Kovač, pa Šporem, pa Turist. No, potem sem pa enkrat, moj oče je imel pa to, ko smo imeli, pa smo pa bife zazidali zraven. Ja. V tem bifeju smo pa pod bifejem naredili klet, ker on hotel narediti vinsko klet, Ja. da bi groze pripeljal pa vin delo. No in je, pa se premislil, No in jaz sem potem ta klet je tam stala, nobeden se nič s tem ukvarjal. No in jaz sem potem enkrat prišel na idejo, sem rekel, kako pa če bi jaz diskoteko spodaj naredil. No, jaz pa oče so bila vedno na bojni nogi, tako da ni bil takoj za to, ampak potem s časoma ga je mama pregovorila, ajde, pa je rekel, pa bomo naredili, Ampak sem rekel, jaz nimam denarja, Dobro, je rekel, jaz bom dal, da narediš diskoteko in potem mi boš to vrnil. Ok, začnem jaz delati. Najprej nisem rekel, kako ne začnem, jaz nisem nikoli bil v diskoteko delal, jaz nisem bil gradbenik, Ja. Jaz sem, srednjo šolo sem hodil, No, ampak sem enega soseda,
ki bo arhitekt Janez Kovačič. No, in on je bil arhitekt in jaz njega vprašam, kako se to naredi. Pride dol, pogledava, prav najprej je treba klet spustiti za 1 meter poglobiti. To je bilo 2 metra, pa potem smo mogli 3 metre. Smo mogli celo klet 100 kvadratnih metrov poglobiti za 1 meter, meter po metru. No, potem smo to naredili, potem smo začeli opremo zbirati, no, moj oče je rekel, pa kako komplicirate s to opremo, dej klopi, pa mize, izvrtla, dej dol, pa bo ljudje odhodili, sem rekel, pa stari, pa to ne moreš, to ni bife, to hočem narediti na nivoju. No, skratka, naredili smo na nivoju diskoteka, ampak kaj je bil fora? Da na pol poti mi je denarja zmanjkalo. Oziroma ne zmanjkalo, fotor je rekel, ne dam več. Ti se zmišljuješ, ti delaš tukaj luksuz, jaz ne dam to denarja, deli kar češ. No in potem kaj sem imel? Šel sem k tem mojstram, vsem mojstram in sem na kredit naredil do konca. Sem rekel, vam bom jaz vrnil, ne? In so mi ljudje naredili. In moram reči, da takrat je ta cel projekt je kostal 150.000 mark. To je, ki bi danes rekel, koliko $500 000 sigurno. Jaz sem zaračunal v zlatu, Ja. za takrat, če bi ti takrat zlato kupil, pa danes prodal, bi bilo to 400.000 evrov. No, pa sem približno prav Se rekel. pravi, ima zlato svojo vrednost, zadrži, ne? Ja. In danes 400.000 evrov bi naredil tak lokal, ne? Opremu, jaz sem ga imel. Ja. Se pravi, samo oprema, se pravi, še ostali biti, ne? Tako da. No, pa potem sem to diskoteko naredil in sem tem ljudem, marca sem odprl, pa sem pa marca, april, maj, juni, juli, avgust, september, v 7 mesecih sem teh 80.000 mark vrnil. Potem sem se pa z očetom skregal, potem sem šel pa za 3 mesece v Avstralijo. Daj mi še prej, da nadaljuješ, mi povej, kako to, da si se odločil, da boš imel diskoteko? Si se odločil zato, da boš Imel ženske. da bojo sebe, okoli, ne. Da bi bilo treba okoli hoditi da za boš frajer in tako naprej, ali je bilo bolj, ko si videl dober biznis? Lej, najprej bi tako rekel, jaz sem od malega, ne, tako ko sem delal, skozi mi je bilo za žur, ne. In potem sem začel razmišljati, pa če imam prostor doma, zakaj bi hodil drugam žurat, ne. Ja. Človek tudi doma naredim, ne. Pa tako, kot si rekel, ne, vse imaš doma, pred nosom, ne. Ja. Ni treba okoli hoditi, pa še faca si, ne. Ja, sigurno. To je, ampak tako je meni smešno, diskoteka, ne, ki je odprta do 2 zjutraj, ne, je čisto nekaj drugega, kot pa če imaš bife pa gostilno, ne. No, Mislim, lej, diskoteka ljudje so iz tega delali bolj famo, ne. Ja, ampak že v mojem času diskoteka, ko sem bil jaz 20 let star, rečemo leta 90, to diskoteka, to je bilo, wow, mislim, pa ti si odprl kdaj, 84. 81. Mislim, takrat je to moglo biti pa še, ne vem, jaz, ko sem tam leta 86 šel prvič v Novo mesto na pico, je bil to zame, wow, dogodek, ne, kaj šele diskoteka, ne, tako da si mogel biti hud frajer, po mojem. Lej, ampak v bistvu bom tako rekel, ne, ampak tega je bilo preveč. Kaj je bilo preveč? Preveč je bilo, naenkrat je bilo preveč tega žurk, preveč ponudbe. Žensk, misliš? To je le... Enostavno nisem mogel vse podelati. Skrival sem se. No, meni tega ni bilo treba. V enih 2-3 mestih, jaz sem imel stanovanje nad bifejem, na diskoteki, nad bifejem gor. Sem imel stanovanje in sem gor v stanovanju, sem se gor skril, pa rulete dol dal, pa so prišle ženske gor, ki so vedeli, ker sem doma, in so po 3-4 gor stale in trkale. Pa vse so prišle k meni. Bi kaj dal za to, da se vrneš nazaj v ta čas? Ja, zdaj bi kazal. To je danes, kako bi rekel, mokre sanje mnogih moških, bi ti mu rekel, ne? Tudi mladih, ne samo mene, ne? Ja, siguren. Ne. Zdaj v tej situaciji, ki sem, ne? Mislim, sej, bodimo iskreni, ne, pri moških še poseben, ki si mlad, pa tudi pol kasneje, se ful veliko stvari vrti okoli žensk ali pa samo okoli žensk, ne. Ja. In vse, kar delaš... Okoli denarja. Ja, ampak denar je že zato, so spet za denarjem v zadju ženske. Ja, imaš več denarja, na koncu je zmeraj ženska, ne, tako da... Zakaj ustvarja, zato da imaš več žensk? Zakaj imaš dober avto?
da bo te bo ženske pogledali. Točno tako. Zakaj imaš dobro hišo? Zato, da boš žensko pripeljal, da bo videla, ne? Da boš glumil, da se boš šafnal, ne? Pa zakaj imajo ljudje zlate kete pa vrisa? Zato, da ga ženska vidi bogat, ne? Pa dobro uro. Največja moška laž je to, ko se eni kupijo avto full hud za 100 jurjev plus in pravijo tu pa zato, ker se jaz rad udobno vozim. Kada se ne boš v unem za 30 jurjev tudi udobno pelal. Ja, lej, sej to je po en stran res, ne? Ampak ženske so tako lažje, vsak malo računa, mogoče pa bo kakšna pala. Tako jaz mislim. No. Lažje bo padla, veš kako je moj prijatelj prav? Lahko plakati v Mercedesu nego v Fiči. Najbrž da res. Isto ti je. Lažje bo žensko spel, če boš imel Mercedesa, ker pa če boš pa šel s Fičo. Ali pa ne, zdaj Fičo to več ni. Ne vem, jugo tam, ne vem karkoli. Ja, mislim. Dobro, pejva midva nazaj, pol si šel v Avstralijo. Ko si se z očetom skregal, si šel v Avstralijo. Ja, 3 mesece sem bil dol. Tu si mu kakšno žlahto dol? Ja, sem enega strica, pa sem šel na obisk. Pa sem pa prepotoval malo Avstralijo. Se to je bila že avionska karta, takrat pravo bogatstvo. Takrat sem imel denar, ne. Takrat si imel denar, ja. Denarja sem imel dost, ne, šel sem z avionom, bil sem 3 mesece, prepotoval pol Avstralije. Pol sem imel pa nekako domotože. Ne. Pa disko sem imel doma. Ja, valjda, ja, sigurno. No, pa sem pa šel nazaj, moj foter je vse zmešal. Katastrofa, ne. Jaz sem takrat, preden sem šel, sem ljudem podelil klubske kartice za en klub. Aha, pa niso več veljale. Niso več veljale. Jaz sem jih pa še kasiral. Jaz sem zaračunal. Ampak dobro, takrat so ljudje imeli denar, tako da beden ni bil jezen name, so rekli, malej, tvoj foter, sem pa šel v vrate, rekel, ovo ne važi više. Moj foter Hrvaš govoril, ne. Ja. Rekel, to je Marjan, zajebo. To ne vredi više. Ako uđeš, če želiš noter plači. Ampak so hodili, kaj je bilo zanimivo, ne. No, ampak sem pa šel nazaj, sem videl, da je on to vse uničil, pojda v en mu najem. Je tudi obisk polke moče. Pa ja, tudi, ker pol je on to svoje kelnerji niso bili več zadovoljni, niso imeli dobre plače, ker sem jaz bil šef, jaz sem jim dobre plače dajal, foter je to vse zreduciral, pa potem, ko je bil način plošče. Ja. Ko sem jaz rekel, ker sem jaz diskoteko še, ker sem še imel, sem rekel, da grem po plošče kupiti, da bom dal 3000 mark za nje. Joj, mama rekla, Marja, 3000 mark. Pa to je 5 mojih penzij. Ali pa še več najbrž, mnogo več. Pa sem rekel, mama, pa le, če to dela denar, to plošče rabim. Ker sem kupoval zvočnike, je moj oče rekel, pa pej v Iskro jih imajo glavno take. Rekel, ne, v Iskri te zvočnike ne grejo, sem že bil diskoteka, si nisi šel v Iskro zvočnike kupiti. Pa gramofone imajo v Iskri, jaz sem jih pa iz Frankfurta prinesel, ene posebne Kenwood, take marmoratem ploščom. Hudo. Tako da potem sem prišel nazaj, sem se skregal in sem šel v Novigrad, eno gostilno vzel, ne vem. Koliko star si to bil? Koliko je bilo star? 27 let. 2 leta te imeli. In potem sem tisto gostilno, sem se skregal, tudi tam, pol sem pa prišel domov, pa sem slišal, da se Čuk klub v najem daje. Ja. Ne, v Tivolju. Ja. No in malo sem se zanimal, tam sem pa pol enkrat naletel na tega Bisko Džoka, ki je bil v Čuk klubu, Miki Drakulovič. To je bil en disko, ki ga nisem poznal. Se je že pokojni. No in pa prav, čuj, Marjan, veš, da se Čuk daje v najem, ne? Ja, sem rekel, pa dobro, ampak veš, da Čuk je rupa, ne? Zdaj je toliko slabem glasu bil, ampak verjetno bo zanimiv, pa se bo stepel za to, kdo bo to vzel. Pa mi prav, veš, da noben ga ne zanima. Vsi bi imeli sam restauracijo, pa bi fe gor v hali pa s to poteko, diskoteke pa nema, se nekoma ne bom. No pa je pa on nama s mene vlogo upisal, pa je poslal na Tivoli in potem čez nekaj dni jaz dobim domov sporočil, da ne pridem na razgovor in po razgovoru je par dni mi sporočil, da sem dobil diskoteko. Star, jaz sem pa brez kinte. Jaz sem mu vse zapravil. Brez denarja sem bil. Ja. Sem pa prinesel iz Novigrada, ker sem tam v eni trgovini, neki so mi bili denar dolžen, sem prinesel 100 kartonov viskija. Ja. Vse te Johnny Walker. To. In sem imel doma v stanovanju 100 kartonov viskija. Ja. No in potem jaz to pogodbo podpišem. Zakaj to ponem 100 kartonov? Zakaj sem teh 100 kartonov viskija v enem mesecu prodal.
V enem mestu sem prodal 100 kartonov viskija. 100 kartonov, se pravi po 12 flaš je bilo kartonov najbrž. Ja. 100 kartonov viskija, ki je zalaufal, sem prodal v enem mestu. Praviš, skregal sem se z očetom, skregal sem se v Novem Gradu, a si mogoče tak, da se hitro skregaš? Ni stvar v tem. Mislim, bil tak. Ampak foter je bil oficir. Ja. In je bil zajeban. Pri njemu ni bilo sivo, pri njemu je bilo samo črno pa belo. In če sem jaz rekel, da se bo to tako naredil, on je rekel ne in je znoril in so se skregali na smrt. Ni bil komunikativen, ni imel neke, kako bi rekel, kako govorim, sivine, ne? Ja. Ni bilo neke kompromisov, ja. Pa bomo tako, pa bomo to. Ne, tako, kot je on rekel, tako je moglo biti, ne. Jaz sem pa a priori tak, ne, da ko mi začne nekdo ukazovati, ne. Še bolj kontra. Se ne pogovarjam več, ne. Jaz sem za pogovor, ne, pa da mi rečeš, tako more biti, ne. Če mi nekdo reče, da tako more biti, ne, Pol za nalaž. pošpice dobi, ne. Ja. No in pol si ti ta Čuk, se pravi si ga preimenoval v Valentino, ne? Ja, najprej sem si sposodil 100.000 mark takrat, Ja. da sem sploh naredil diskoteko. Ja. In sem šel k ljudem, pa sem prišel k človeku, sem rekel, da je rabim 20.000 mark. Veš, kako je to bilo? Prišel je predal, dal mi je 20.000 mark, pa je rekel, ne. Sem rekel, bo kaj napisal, ma ne, bo že prinesel, ko še imel. Tu so bili prijatelji, neki Prijatelji. znanci pa tako naprej. Ampak tu moramo vedeti, 20.000 mark takrat je bilo, ko zdaj vsaj 50.000 evrov je tako, ne? Ampak ljudje so imeli včasih denar po predalih, ne v bankah. So bili časi, ki je bilo denarja dosti. Mislim, pač da sem poznal celo Ljubljano, če je bilo pri meni, če sem imel diskoteko, to so vseh meni hodili, in podjetniki, in stewardese, in doktori, in profesori, in vsa šminka ljubljanska, ne. Vsa ključen center, vsi ta glavni doktori, ta najboljši so hodili k meni. Stewardese, najlepše, piloti, sama Smetana, krasota. Smo disko jockey je bil en moj prijatelj Frank Preskar, on je bil dober disko, pa je bil Belmondo, to so še zmeraj vsi živi, so dobri bili. Skratka, oni so naredili. Pa personal sem imel dober, ne. Ali še sem veliko personalu vlagal. Dober sem jih plačal, čeprav so mi kradli, ne. To vsak mu kradejo. Najbrž da res. Komu pa ne. Nisem kradl. Oni pravijo, da niso kradli, oni pravijo, da so vzeli svoje, ne. Jaz pa vem, da so malo kaj pospravili v svoj žep, ne, sej, čuj. Tako da ti povem anekdoto. Povej. Mi smo imeli enega znanca, gospoda, ki je bil direktor Istravino. Ja. In kaj delal, smo mi za njega delali, ki smo vino toč. In smo se pojavili od kraji. Je rekel, a veste, da smo mi v naši gostilni, eni v gospodarskem nasrečju, zaposlili te, ki študirajo za duhovnike. Ne? Pa so glih tako krali. Tudi oni kradejo, je rekel. Ja, tu si Poznaš to? te kraje, jaz sem eno zelo dobro knjigo prebral, Resnica o nepoštenosti, kako si tu ljudje hiter najdemo razlog, zakaj smo kralj, ne. Rečemo, jaz sem v primer, sem se s kelnarco zaplel, Aha. pa nisem več hotel, pa me je pa kar začela. Ona je imela v glavu, aha, se me je za J, zdaj je pa prav, da mu Ja, kradem. zdaj jim je pa dolžen, ne. Ja, zdaj mi je pa Tako dolžen, da ne. ti seks te draži pa šel, kot če bi kakšno iz Pariza z avionom naročil, da pride. Najbrž da res, ja. Tako da, Tako, ja. to je bil problem. No, zdaj ti, ki si ta Valentino odprl, si bil brez denarja, tu si se pol zapufal, kako je pol to potekalo naprej? Ja, neč, pa en mesec je slabo laufal, ne. A veš, ker je bil lokal na slabem glasu, jaz sem red hotel vzpostaviti, sem rekel, samo v parih bo šli not, ne. Veš, in to tem, ki so prej hodili, ni bilo všeč in nekaj časa je to trajalo, da se je to obnovili, ne, da so bili zaupanje. Ampak, ker sem imel pa dober imič, ne, izjema, se je to dosti hitro obnovili, pa dobre radarje sem imel in nežni so ga klicali, bil pri meni na vratih, on je bil pokojni, tudi moja poročna priča. Je bil izredno dober, ne? On je bil prijatelj, fair, to mislim, in sva se zmenila, sem rekel, lej, pa če crknem, ne spust nobenega not. Ja. Ne, on je bil še bolj strikta, ne. No, ampak prej, ko enem mestu, se je začelo pa dogajati, ne. No, in potem v tistem mestu, ko je zalaufal, sem pa prodal teh 100 zabojev viskija v enem mestu. Tako da, takrat je bilo pa denarja, jaz sem doma imel denar,
v vrečah. Ja, Veš, oni za smeti 50 kg. vem, ja. Ter so bili tisti boni, pa tolari, ki je bilo mal vreden. Ne? To za 1000 evrov sem imel polne žepe, ne? 1000 mark. Ne? Ja. Jaz sem imel to smeti v vrečah za smeti. Jaz sem enkrat prišel k temu Miha, tukaj pri meni delil Krušniku, je tudi pokojni. Ja. Sem prišel za Renault 30 sem imel. Sem prišel k njemu pod denar, mene 14 dni me ni bilo, sem bil tam, sem z avion sem se učil leteti, pa mi 14 dni ni bilo, me pokliče prav, daj prid pod denar. Jaz pridem k njemu, sem imel Renault 30, poln vreč, komaj sem sedel. Pa sem pa dam nesel, pa sem pa to cel teden štel. Dobro, da se ti je sploh štet dalo. Si se mi ni dal šteti, to je bila muka. Pa sem imel punco eno, Ja. je ona štela. Ja. No, ona rekla, jaz ne morem več. Ne more. Ne morem. Pa sem pa te denar zbiral, pa sem ga nesel pa v Kranj, tam sem imel pa tega Vesota, ki so ga ubili. Ja. On mi je pa marke rihtal. In sem pa to pakete delal in sem Vesoto nosil marke kupiti. Ja. Pa sem pa te še tam cel popoldne štel. Mislim, kakšen hud problem naredite. Problem, ne? Mislim, takrat je bil to problem. A veš, kaj imaš denarja v vrečah, pa da ti denar predstavlja problem. Takrat, ko komu rekel, bi rekel, da sem kreten, ne? Če pa danes to komu poveš, ne, pa še več. Ne? Kaj še manj denarja. Ja. Sam ti, kogar si mi pripovedoval, ti si mu skozi pol neke finančne težave. Mislim, nisem imel finančne težave kot take, ampak nisem se izvlekel, sem se z enega pufa, pa sem pa bil, da pomaš, pa ne mogoče preveč požrešen. Ja. Nisem, kako bi rekel, nisem se organiziral dobro. Ja. Pa sem hotel en lokal, pa sem hotel drug lokal, pa sem hotel tretji lokal, pa sem hotel četrt lokal, pa sem hišo, to punco, ki sem imel z Novigrada, sem hišo renoviral, sem tam lokal delal, pa sem začel Jet, to je bila v bistvu Jet 27, to je bila v bistvu v Portorožu. Ja, sem ta začel prenavljati, pa sem istočasno začel prenavljati še Arkadijo, mislim Bernardin, tam Arkadijo sem celo renoviral, človek, oni, ki so tam prišli, so gledali, so rekli, pa kdo to dela, mislim, kot je ta prišel, milijonar, da sem vse spremenil. To sem blazno naredil. No, pa hmalo zatem bila pa, to je bilo leta 89, pa se začela pa vojna, jaz sem hišo v Novigradu končal in glede, ker sem končal, je bila vojna. In potem te diskoteke, Jet pa Arkadijo so mi v Portorožu dozeli. Tu si mu v najemu od teh hotelov portoroških najbrž. Kje sem vložil not? Ja, ampak kaj, ti so vložek, so ti kje splačali? Nič. Ja, pa smo slabo pogodbo, ali kako? Jaz sem nekaj časa dober delal, ampak jaz sem si za to, da sem to naredil, sem vzel kredite. Ja, ja. Privat, pri Črnogorcih, pri temu, pri Runu. In glika mi je dober za lava, ko mogo služiti, so me ven vrgli, pa se je vojna začela, nisem mogel hiše prodati, pa sem še z mojo sem se skregal, sem še njo poslal dol v Novigrad. Ker te vreče denarja, pa to, kar si razlagal, to je bilo še vse v Jugoslaviji, ne, pred vojno. Ja, jaz sem leta 90 v bistvu končal z Valentinom. In sem ga prodal. Kakšne so bile pa obresti pri teh Črnogorcih? 10% na mesec. 10 na mesec. Procente, pa zamudne pa procent na dan. Procent na dan, se pravi 30% na mesec. Ampak, pri vseh teh pufih, ki sem imel, Ja. moram povedati, da vse te ovinke, ki sem zvozil, ne, s temi Črnogorci, nisem niti enkrat dobil batin. Niti enkrat. Niti enkrat. Vedno sem... Kako pa si to jim dejansko vse obresti plačal? Ker ti si pol, če si se pri njih sposodil, ne vem, 10.000 mark si jih mogo najbrž 30 vrniti. Ja, vse sem dal. Vse si dal. To so kar stali gor, so prišli gor, pa so stali pri blagajni, pa so je malo. Pa, kako si to sploh lahko delal? Jaz, ko sem diskoteko odprl, sem si v glav zamislil, da če bo kdo prišel, jaz sem imel tamle na drug stran, tamle diagonalno, sem v pisarno in sem mu takole zavraten, kot tle vidiš, sem mu od krampa štel in sem bil si zamislil, če bo kdo prišel, da bo rekel, da bi kaj poberal,
sem mu že v mislih, da ga v pisarno povabim, ti lej, pejt se bova zmenila in bi prijel tiskov in bi ga razlomil čist. Zdaj, če bi zmagal, jaz bi zmagal, če bi pa on, bi pa nehal prodal ali karkoli, ker to je po mojem, mislim, jaz na tak način, ki si ti delal, ne bi mogel delati. Da mi pri blagajni nekdo stoji, pa mi denar vzame. Oni niso prišli k meni terjati No, to je tudi svoj res. denar. To je res. Ne, v bistvu, svoj denar, ker sem se z njimi zmenil, ne? Ja, in pristal na te pogoje. Če sem jaz zajebil, ne, nimaš kaj. No, gledalci, posebej tisti mlajši, zagotovo ne vejo, kako je bilo včasih težko do denarja prideti. Danes so, no, do še prekratkem je bila obrestna mera 0, ne, na bankah, če smo denarja več kot 100,000 evrov, si mogel ležarnino plačevati. Takrat je pa bilo, jaz sem leta 95 vzel kredit, 95 ali pa celo v začetku 96, in je bila obrestna mera 18,42 na leto. Sicer to ni nič proti 10% na mesec, ne? Ja. Absolutno nič, ampak to je velika obrestna mera. Mi smo zdaj vzeli en kredit tamle za apartma na Golteh, 1,8 fiksna obrestna mera pri 20% inflaciji oziroma 12 uradni, tu je neuradna 20 sigurno. Ne? Tako da ti si pa tomu še nekih 7-8 let prej, ne? Takrat nisi mogel iti na banko po kredit. Malej, vse krediti so bili, ampak ni bilo to tako, takrat si rabo in kupe enih papirjev. No, to je tudi še zdaj, nekaj rabo. Ja, no, mislim, ampak to ni bilo, takrat se ni toliko prakticiralo s to banko. Jaz ne vem, jaz nisem nikoli kreditiral banko, 1-2krat sem vzel, no. Ampak je bil en problem, ne, ker enkrat sem bil dolžen, ne. Je bila pa takrat samo ena banka, Ljubljanska banka je bila, ne. Ja. In sem pa Ljubljanski banki enkrat ostal dolžen, nisem vrnil, pa nikoli več kredita nisem dobil, ker sem bil slabo zapisan. Ja. Nisem pravočasno vrnil, ne. No, ampak to hočem reči, te obresti so, veš, in to iz dan v dan, saj niso oni meni težili tam pri blagajni, on ni sedel, on je pri meni v pisarni sedel, ne, in potem sem mu jaz prinesel, pač kolikor je, sva se zmenila, ne, važno, da sem dejal, ne, ampak sem nekaj temu mavzel, ne, a veš, nisem mogel vlagati, nisem mogel investirati, nisem mogel, ampak, no, tako da, lej, ampak, vse je nekako šlo. Kaj pa rečemo, dobro, tu si bil dolžan, si se sposodil pod dogovorjenimi pogoji, bi lahko Točno rekel, to, ja. ne? Kaj, si pa mu kašne, pa malo mikrofonček, kaj pa si mu kašne te, da so ti kašno varščino prišli pobirati? Ja, enkrat so prišli eni trije, Ja. no, Črnogorci so bili taki 2 metra, pa še malo, ne, pa trodelne omare, ne. Ja. Ampak niso meni zahtevali varščino, ne. Ja. Ampak kelnerjem, ne. Kelnerjem so rekli, vsak večer bomo prišli, pa nam dajte 100 mark, ne. Potem so to kelnerji meni povedali. Kaj, 100 mark, vsak 100 mark ali... Vsak kelner 100 mark v tem. Aha, bi mogel on od tebe ukrasti 100 mark, zato da bo on mu dal. Tako. Vsak dan so pa 4 kelnerje, ne. Vsak dan, ne. No, ampak te so kelnerji to meni povedali in sem povedal, kdo to je. In potem jaz pokličem policijo in sem vedel, kdaj bodo te prišli. In jaz policaj, pa te izterjevalci, te reketaši zraven stojijo in jaz policaju rečem, temu reketašu rečem, sem rekel, ti, zakaj mojim kelnerjem hočeš 100 mark? Pa pravi, mi se samo šalim. Pa jaz te upozorjam, pa kva zdaj mislim? Kaj, ja prav, jaz nič ne morem. Nimaš dokazov. No, dokaze imaš, kelnarji, pa Ja, pa kaj? Ja, čakaj, jaz, Ja, to zadnje če ni- bom te rekel, da te bom ubil, pa ti to ene 5krat rečem, kaj, če boš ti zdaj na policijo prijavil, bom jaz pa samo rekel, ne, jaz sem se samo malo hecal, pa sem... Policaj je rekel, ni nič nobenega... Policaj se tudi upal ni, No, verjeten. tudi to, pa ni se hotel zameriti, pa veš kako, pa takrat je bilo trgačno, mislim, ne vem. Ja, je drugače, bilo vse, tudi to je, ne, tako da... No, in kako si s tem rešil? Ja, nič, enostavno, glih takrat so me pa dubelj slabe volje, ker sem bil jezen na to, ne, sem rekel, fantje, lejte, jaz sem ta diskoteko naredil, to je moj denar, ne, sem rekel, lejte, jaz sem nadam tudi evra, vam nadam, ne. Zdaj, če še enkrat pridete, imam tamle
Kalašnikov pa smo postrelili. Pa zgaresimo. Ja. Kalašnikov. Imel sem šmajser nemški, Ja. 9 mm. Pisali. Ti pa je tu dobro imeti orožje doma, ker se ga kdaj malo napiješ, ne? Moj sem ga nikoli v življenju toliko napijen, da ne bi vedel, kaj delam. Jaz sem se ga pa veliko. No, saj sem se ga, ampak ne vem, vedno, kljub temu, koliko sem pijen, imam še vedno neko bremzo v sebi, da ne bi, vedno bežim od problemov. Jaz, ki sem pijen, me samo ženske zanima, ne. Če so kakšni tipi, pa da težijo, se jaz umaknem, ne. Avtomatsko se umaknem. Jaz pa, ko sem pijen, me ženske zanimajo, nisem ki bi iskal špetir, ampak če ga pa nekdo drug išče, se mu pa jaz ne umaknem, se pa mogoče še celo malo nastavim, da bo A jaz pa prišlo ne do vem, po drugi tega. strani. Ne, se imaš bolj pametno, kaj jaz siguren. Ker sem imel tudi diskoteki, ki so kakšnih zivali, ne. Ja. Pa sem bil tudi pijen, ne. Pa sem se raje umaknil, ne. Sem rekel, brez veze, ker ne bo nič, ne. Šel po šmajser, pa koga ustrelil. Ja, ne, saj zato ga jaz ne bi toliko hotel sem imeti. imel, ne. No, potem so pa rekli, ker so šli ven, ne, je ta na vratih, vrtar, ki je bil, ne, je rekel, sem slišal, ne, da so rekli, pustimo ga, ovaj lud. In nikoli več niso prišli. Ti kljub temu, da si mu, bom rekel, te finančne težave, da si bil skozi denar dolžan, si pa živel kar lep življenje. Veš kako, jaz sem si enostavno postavil plan, da moram najprej zase poskrbeti. Ja. Ne? Sem rekel, sej, veš kako je to logično, vedno sem rekel, se mi ne bo noben nič naredil, ubol me ne bo, ker ve, da sem mu denar dolžen, ne? To je res. In tisti, ki sem jim bil več dolžen, so me čuvali pred unimi, ki sem bil manj dolžen. Da jim ni nekaj naredil. Ja. In sem imel tudi primer, ker sem imel enemu, ki sem bil manj dolžen, ki me je siljeval, sem tem, ki sem bil več dolžen, sem rekel, da mi teži, pa so ga prijeli za vrat, so rekli, da mora nehati. Tako da sem ene pro drugem naščuval. Ja. Ne? Ampak, veš kaj, to je bilo vse, to je bilo treba, kako bi rekel, taktizirati. Ne? Je pa ena stvar, ne? Nikoli se pa človeku, ki se mi dolžen, ne smeš skrivati, ne smeš ga omalovažiti, ne smeš ga podcenjevati. Vedno se moraš postaviti v njegovo kožo. A je tako? No, se strinjam. Sej tudi jaz, ki imam v firmi dolžnike, ne? Dokler se mi na telefonu glasi, vse dobro. Pa če mi tudi nekaj malega plačuje, ne? Jaz tudi Ja. zmeraj rečem človeku, lej, če nimaš, ne vem, si mi 2 jure dolžan, daj mi 50 evrov na mesec. Da vidiš dobro voljo. Da vidiš dobro volo, Pa da da te se ne upošteva. pozab Tako. in tako naprej. In čist ok, pa ko ga pa ne dobiš na telefon, tiste potem pa znak Pa za alarm. jaz sem že 30 let isto telefonsko, od leta 90. Pa vedno se javim. Noben, dobro, če danes mi napaše, se ga jutri, ampak nikoli se pa ne izogibaš človeka. Ne moreš, ne, če smo dolžni to. To je jaz pravim, če bi jaz bil meni nekdo nekaj dol, pa kar bi se me izogibal, ja ti smo meni, pa tudi ga, ne vem, Ja, ja. bejzbol palcev žgal, ne moreš ti mene se skrivati, če si dolžen, ne. Povej, nimam, ko bom imel ti, ampak jaz sem pa tudi imel, pa sem trudil se, pa sem delal. Jaz pa, ker sem 91 leta, ker sem se jaz posel nazaj do diskoteko, sem bil dolžen takrat 500 000 mark mi je ostalo dolga. Leta 91. Ja. To je, imaš tudi to preračunano, koliko To je bi bilo danes dana- 1,5 milijona evrov. No, vsaj 1,5 milijona. Ja. Prepričan sem, da je to 1,5 milijona. No? In jaz sem No, in zakaj pa si ti največ denarja zapravil, rečemo, za te v Brezdi, obresti? potem sem dobro živel, No, kaj to pomeni dobro živeti? potoval, ženske vozil na večerje, pelil sem jih v Španijo na večerjo, pelil sem jih v Italijo, Francijo, Španijo. Kako je bilo tisto, ko se je enkrat eno nekam nakosil pelov z avionom zjutraj, kaj zvečer nazaj, ali kako je Ja, to kje bilo? sem šel ob 10 z avionom Tu si šel kam? na Majorko. Na Majorko? Tam povečeral, zjutraj bil pa avion ob 5 za nazaj v Ljubljano, ob 4 sem šel pa z avionom, sem šel nazaj. In koliko te je to koštalo, če bi danes rekel od oka? No, to je 3000 evrov. 3000 evrov. Pa se je splačalo. Ja, ker sem nazaj prišel, Ja. me je v blagajni čakal, ne, sem imel v blagajno, vse kelnerji so vse prišteli, sem imel vse, me je v blagajni čakal takrat 20 000 mark.
Ja, poslej človek prav, zakaj ne bi to izkoristil, ampak drag šport tole, mislim, Ki je bilo lepo. je bilo. No, pa se je splačalo. Ampak kaj je največja fora? Kaj? Sem me pelil na kje, pa nazaj, pa kresno pa nisem. To se mi pa malo fržmagalo meni. Bi pa Pa se. meni se ni, no, sem jih Ni? vseh, drugih je bilo dosti. Zanimivo. Ja, ja. Še kakšne take Ja, ne vem. primere Pa ženskam? tega je bilo veliko, da se ne spomnim, pa da se noče hvaliti, pa to, da ljudi misli, da se zdaj kle. Ne, Pa se ne. Se. Ko bom povedal, veš kako je. Takrat si imel tak biznis. In ljudje so to, kako bi rekel, bili navdušeni nad tem, ne? Kako si rekel, ne? Lastnik diskoteke, ne? Lastnik pizzerije. To je hujške, če bi imel danes Rolls Royce. Ja, ja, to je. Pa k meni so prišli v diskoteko, Marjana, grem lahko noter, ne? Ampak ti bom eno stvar povedal, ki je zelo zanimivo. So hodile ženske k meni v diskoteko, ne? A veš, pa vedno pride kdo, pa da izpusti me za stoj in pa tako naprej, ne? Ja. Moram reči, da 99%, si se danes spomnim, vseh teh, s katerimi sem kaj imel, ne? Ja. Ni nikoli nobena prišla na vrata pa rekla, jaz Marjana poznam, a grem lahko noter. Veš, da je to zanimivo. Zanimivo, tako da. Moram reči, da je bilo zanimivo. No, So pa šle noter, pa je rekla, pa sem rekel, kaj je splačala, jaz seveda. Sem pa čas gospod, ja, prej sem prišla v diskoteko, jaz sem prišla. no, to je pomenilo, Da se da je njo imela spravim. izredno spoštovanje do tebe, verjetno tudi malo zaljubljena bila v tebe, pa tako naprej. Ne? No, so pa tiste, ki so me niso šmegale, une so pa hodile. One so pa zmeraj hotele za stane. Ja, ker meni- Sicer to je bilo tudi pri meni in sem tudi spuščal zmeraj noter, ampak ni bil glavni razlog ta, da sem jaz neke ženske zastoj noter spuščal, zato da bom kdaj kaj mu z njim, Ja, ja, ja. ker itak pol tu šansa pade, bi rekel, če una vide nekaj. Ampak jaz sem vedel, da Da bo je zaradi fora, nekaj tipov prišel. da je fora diskoteke to, da imaš, če imaš ti veliko žensk noter, Tako. pol nimaš skrbeti, da bojo tipi ja. prišli. To Ne, sem tako tudi da. jaz- To sem tudi jaz to tako jemal, ne, sem rekel, ajde, dobro, pej za stoj not, ker sem vedel, da ima za sabo, da zaradi nje še 3 prišli 4, ker si je, a veš, kako sem jaz prvnih pokasiral to na Ja. odgovor. Jaz sem tudi eno punco zaposleno je pri meni delala, ne, mislim kot študentka. In ni bila kelnerca tako v pisarni, je pa to pomalo vse urejala. In sem rekel, le ti, če vidiš kakšno lušno punco, tako pa tudi vidiš, da je iz nekje druge, ne, ker verjetno ne bo nikoli več pošla, pej do nje reči, da delaš tle in ji dej letno karto. Ne? In so pol prišle, drugače pa ne bi nikoli več prišla. In lej, 10 atraktivnih žensk v diskoteki, se veš, tu je potem Da vleče 100 tipov. privleče 100 tipov, ne, tako da. Ja, jaz sem tudi redarjem rekel, ne, če je kakšna dobra, ne, spustijo, ne. Ja, sem pol je problem, pol pa kar vsako spustijo, če jim tu dovoliš. Ja, Se ne, veš, jaz sem daš- rekel, če je dobra, ne. Veš, pa tako tudi te stalne stranke, ki so bili tudi nisem vsem računal, pa tudi to je, veš, kako to je bilo vedno bilo tega 10% on večer bilo takih, ki so se tako, ki so bili zastojni. Ampak le, posel, ne. Enkrat so ti tudi ukradli 20.000 mark, izkupiček celo. Ja, pa Ne, sem pa enkrat eno na večero pelil Ja, z avtom, pelem na večero, kle v Tomaču, eno gostilno Kovač ja. in gremo noter. Jaz sem imel inkaso, še prejšnjega dne sem imel. Aha. Sem ga pozabil ven vzeti doma. 20.000 mark. In greva kje? In po večerju pridem nazaj ven, šipa razbita. Ti mal mikrofonček jih pokrivaš. Ja. Šipa razbita? Ja. Mater, gledam, torba ni da, ni torba. Fuh. Vsi standarjem bi lahko London pelil, pa še tam bi bil lahko en teden. En teden, ja. Ampak lej, se nisem sekiral, ker naslednji dan je bo spet novi 10.000 mark. No ja, ampak še vse malo sekiraš, Mislim, mislim, ja, malo sekiraš. glej. Ne. Ampak veš, kaj je zanimivo, ne? Sem se z očetom pogovarjal, ko sem odprl diskoteko, pa sem mu rekel, da razmišljam, da bi motor kupil, ne. Pa rekel, razmisel, če tu zakupiti, ne, moraš zaslužiti. Sem rekel, ma sej tu ful hitro zaslužim. Rekel, 2 vikenda, pa manj je z motor, ne. Ja, je rekel zdaj, ja, kako bo pa čez 1 let, pa 2 let. Da, jaz tu sploh nisem upošteval, pa na koncu se je skazalo, da je fotor prav imel,
In sem pol na koncu tudi jaz izpufil stol in sem si doskrat razmišljal, kaj da bi mu denar, ki sem ga tam tako brez veze zapravil, pa unga, ne, tako da. Veš kaj, jaz, ker sem imel toliko denarja, je meni moja mama rekla, ne, to ga nikoli ne bom zapravil, to je za vse mlade, vse ljudi, ki imajo denar. Dej denar zdaj, ki ga imaš, na stran za pol, ki ga ne boš imel. Tako. Jaz ne. Pa sem si mislil, rekel, mama, daj ti pojma nimaš. Ja, tudi jaz sem si tako zafotra. Zdaj vem, da ima prav. In v takih primerih, ne, če so glih kakšni nasveti drugem, ne bi jaz rekel, kup nepremičnino. Zakaj nepremičnino? Zato, ker nepremičnino ne moreš kar prodati, ker jo imaš. Pa če hočeš prodati, ne gre tako hitro. Ne gre tako hiter. In jaz takrat, ko sem v diskoteko, ki je na polno laufala, jaz bil komod vsak let kupil en stanovanje v Ljubljani, pa bi zdaj rečemo 4 leta na polno laufalo in bi si mu zdaj 4 stanovanja in ne bi takrat nič slabš bilo. Ali pa da bi meni kaj denarja primanjkvalo. Ampak bi zdaj mu 4 stanovanja, verjetno ne 4, ker bi od njih najemnino poberal, bi jih zdaj mu že 8 najbrž. Ne? Tako da tu sem tudi jaz veliko napako naredil. Ne? Jaz sem takrat tudi cigane poznal, ker so k meni. Veš, kaj sem rekel? Kaj? Kupuj zlato. No, ali pa Jaz sem rekel, zlato, vi ne. pojma nimate. Kakšno? Ja, ne, ti si mislil, jaz bom v biznisu, mislim, kako te to zaslepi in koliko si samozavesten, misliš, da ne more nikoli Pa zmanjkati. folk, ljudje so k meni hodili, pa mi punali biznis. Sem rekel, mama, kaj mi to, rekel, mama, ti pojma, veš, koliko imam jaz biznis, koliko bo denarja to. Ja, rekla, nikoli ne veš, bo pa še časi, ko bo šava. No, da ti povem samo en primer. Jaz sem imel v Valentinu garderobo, Ja, koliko isto ti, veš kako je to. ja, Mi smo kasirali, ne vem, eno marko ali koliko, ne? mi $50. No, ali v markah, ne, ali v tole se ne. No, pa redu. Jaz sem šel s prijateljem v Beograd, Interconti. Ja, In sva 5 dni spala v Intercontiju, vse all inclusive, oba, in so plačala toliko, ker sem jaz v 3 dneh garderobe porulal. ja, se to je bilo noro, ja. In če bi jaz takrat, ker sem samo od garderobe, če bi vsak dan, Če bi do garderobe na stran dajal. če bi vsak dan šel v Aurodent, veš, ki je Aurodent v Ljubljani, ker zlato prodaja, Ja, pa kupil za ta denar zlato, bi imel danes 50 kg zlata. Pa 50 kje se mi ne bi poznali? Ja, verjetno, no. ja, verjetno, ja. Pa kje se mi ne bi poznali? Ne bi bil na zadon šlačen, pa nič manj okol hodil, pa nič manj žuro. To je bil denar garderobe. To kje je bilo tega? Zanimivo. Ti si potem ta Valentino si ga pol pa prodal nekam Avstralcu. Avstralcu, ja. Aha. In kaj, pol je ta Avstralc še Pa kaj pol je pa naprej on bankrotiral čisto. bankrotiral. Tam je pol on ni znal delati. V bistvu je bilo tako, jaz sem mu njemu denar dolžen. Aha. On je meni denar posodil, 100 000 mark. In potem jaz nisem mu zavrnil, ne. In potem je on, sem mu dal lokal, Ja, pa še nekaj pufov sem na ga prepisal. ja. Tudi potem je on bankrotiral, ne, tudi. On je iz Avstralije prinesel, ne vem to, koliko je bilo, je prinesel mi, predtem, jaz vem, da je prinesel skoraj $1 milijon avstralskih dolarjev. On je bil avtoprevoznik v Avstraliji. Ja. Ti v 5 letih je vseh milijon spučil. V ta posel so ga vabili, ko igrali so v Črni gori, pa moj lokal je kupil, pa tam. On je hotel biti blazen biznismen, ne. Vtis na Slovencu nekoga. Ti v 5 letih je vse zgovoril. Ti ampak veš zanimivo, jaz tu diskoteko sej po nekih 12 letih je pač, lej, je v bistvu skoraj že čist propalil, skoraj čist, ne, ker ljudje se preprosto naveličajo. In tudi to je 12 let star prostor, veš, ni unu, ker nekdo na nov naredi, je tu drugo, ne. In no, ampak nekaj je še laufalo, pa sem pa v najem dal, oni so pa čist do konca zaje, tako da običajno, ko se diskoteka v najem daja, ta prvi v najem vzame, pol je konc. Veš, kje sem jaz največji problem naredil? Kje? Ker sem začel, ker nisem ustal v Ljubljani, ker sem začel delati v Portorožu, pa ker sem začel okoli delati, izven Ljubljane. Ja. Ker ti moraš imeti biznis koncentriran na enem koncu. Ja, da tu ne letaš, da si tudi zraven, pa... To je veliko gostincev poznam v Sloveniji, ki so isto napako nekaj jaz, za mano. Pa je ta hotel kupil, pa je uno kupil, pa je to. Danes so pa
na koncu živci, bolani, zapufani, probleme, ker je bil preveč požrešen. Preveč, ja. Meni je pohlep, v bistvu ena vrsta pohlep, druga stvar pa to, ker nisem verjel, da se mi lahko kaj zgodi. Ja, to je zanimivo, kad ti gre, koliko si samozavesten. Jaz sem mislil, pa to bo z lahkoto. Ja. Kakšen pa to problem? Grem, kaj, zaposlim, delam. Stari, jaz, sem prišel v Portorož, v hotel Riviero. En dan, prijem recepcijo, pa me vpraša, kdo pa ste, sem rekel, ja, Vuko sem Marjan, ta pa takle, bau, bom vas vzel najem, ne, zdaj le odpiramo, ne. In tam sedim in čez 15 minut, ne, polna dvorana, kuhari, kelnari. Pa sem rekel, kaj pa imate kakšno žurko? Prav ne, gospod, vas sem prišli pogledat. Zakaj? Sem tak, car Valentino je prišel v Portorož, ne. Aha. Ti, koliko si pa največ... Toliko sem bil, tak imič sem imel, ne, takrat. Ja. S čim si pa največ zaslužil ti, rečemo, v tem Valentinu? V stopnine. No ja, ampak tako, kakšen dogodek? Največ je bila Čičolina. To je tista neka porno igralka. Zveza iz Italije. Pa pol je bila tudi v parlamentu, če se ne spomnim. Mislim, prej ali pol, ne vem. Mislim, da je bila pol. Ne vem, ne sprejemam to. Ja, meni je prišla, ne. Aha, tu si ti najel, da bo... Pojma nimam. Ne vem, je ta menedžer zvedel, da je to diskoteko Hmen prišel, imela menedžera, pa je ta menedžer rekel, koliko to stane, smo se nekaj zmenila, se nismo, veš, da se zdaj tudi ne spomnim, ampak skratka, jaz sem v 3 dneh potegnil s to Čičolino 150.000 mark. Leta? Katerega leta? To je bilo leta 83, 84. Sam z vstopnino? Pa pijačo. Aha, pa pijačo. Ampak koliko bi bilo to, da nas je 500 000 evrov? Se pravi, v 3 dneh si zaslužil 500 000 evrov. Na vstopnini pa na pijače. Koliko si pa za no plačal? Pa na koncu sem rekel, da ne vem, pa sem mi rekel, aj dosti, če vam dam 30.000 evrov. Pa je manj že, grazie, kako si ti dober, je rekel, 30.000 evrov, to nam še bena ni dal. Meni je stalo 120.000. Noro. To pa so bili posli. Še ne vem, kam sem jih dal. No, se veš, to je problem, zato sem jaz prej rekel, kupiš nepremičnino in ne moreš tu zapraviti, ker če pa imaš denar... Ampak tistih časih se nepremičnino noben ni kupoval predvojno. Ja, se najbrž da res. Ni se. Noben ni kupoval nepremičnin. Jaz nisem vedel, kam naj znarim. Jaz sem vprašal, kam naj dam denar. Cigani so rekli, da je zleto, sem rekel, kaj če mi ti spleh. Meni je to bilo nepomembno, to je bilo tako. Kaj če mi zleto, kaj ne, da ti doma držim. Skrivaš, ja. Tam je bil to pleh, ne. Tam je to ni bilo nebene vrednosti, ne. Delnice še nismo vedeli, ne. Slišal sem že, nisem pa, jih ne kupam, ne. Ja. Če pa so takrat že skladi obstajali, ne. takrat. So obstajali že 100 let v tem, ne. Ja, vem, sem to je bilo tako. Pa kje smo gledali, v Ameriko ali v Avstralijo? Kam, kdo pa to vedel, ne, nobene informacije. Kako denar prenakazati. Ja. To je bilo cel problem. Jaz sem vprašal ljudi, ki so imeli, kam ne vložim, biznise je, kaj še biznise, da smo menga, ne, kaj če mi več. Ti, kaj pa si mu v diskoteki, kakšne take težave, ne vem, mislim, ne vem, kakšen hud pretep, ne vem kaj, meni so enkrat tole solzivcu jaški vrgal, je bila sam sreča, da ni kdo umrl, ker to je bilo panika, ne. Si mu ti kdaj kakšne take, ali da so se kaj spomnili solzivce in vrgo, ampak mene takrat ni bilo tam, ampak ni bilo mene panika. Ampak dobro, to je unke malo po špricu. Ne, prav bombo je vrgo en. Aha, meni to to. Ampak so šli ven, so mi rekli, meni takrat ti zna ni bilo. Jaz sem pa bil tam, ti povem to so ljudje padali po tleh. Padali, danes, če bi tu... Ne padaš po tleh. Seveda, to je on vojaški solzivc. To je bila pol taka zadeva. Pa se smo imeli v vojski, ko to učite pečo, padaš pa ne. Mislim, pa, če so bili gotovi, danes bi jih rešilc vozil non-stop. To je bil bolj strah. Ne, tudi, jaz sem videl ljudje ven rinejo. Jaz sem rekel, koga spet en solzivc, sem rekel, še malo na radarje sem bil jezen, sem rekel, spet en neki not prešvercev, ne, pa tudi sem si mislil, se ni nič hudega, pa sem mislil noter šel. V enem trenutku me sem zalilo.
Ne moreš verjeti, koliko na hiter. ne. Veš, tu te vojaške zadeve, mislim, tu ne naredijo nekaj na pol, tu je orang zadeva. A ja, pol je prišli civilna zaščita, je šel človek iz masko noter v WC, je prišel čez gotoven iz masko, tako da to ni, tako so ga meni vrgli, Dobro pa kje hujžga. ni bil čist enostaven. Ne, kaj je okoli. Mislim, si mu še kaj drugega tazga, kakšni pretepi. Aha, eden je bil, so se pred vrati streljali, 2 Bosanca. Ja. Streljala sta se neki z mojim radarjem, Ja. pol je ta, ne vem, da skaj ne vem, kaj je bilo s kom, so se stepali, eden je na tleh ležal, on je vzel pištolo in ga ustrelil in mu je kle ličenco ustrelil, kle pa skozi drugo ven. Ja. In jaz tam stojim in ta, ki streljajo, stane, ne? In prije proti meni, ne? Prav, Vuko, ti si kriv za to. Vzame pištolo in namer na mene in ustreli. Ja. Pa se mu je metek zaskočil. Cel. Pa kam v glavo te Ne cilja? vem, v talo, se veš, da sem razumel vame. Ko ne vem, kam bi me zadev, lahko bi v glavo. Jaz sem tisti moment, sem bil v redu, tisti 10 minut zatem so se mi pa noge, ki bi me odrezal, sem na tla usedel, od šoka. Ker sem začel premišljati, Ja, koliko blizu smrti si bil. ja, pa za nič, sploh, jaz sem ven prišel, sploh nisem vedel, kaj se dogaja. Sem rekel, pa se greste, ne, slišim streljanje, ne. Pa mene poznal. Ti bosi tudi rekel, Pa nič tazga drugega pol ni bilo. Ja. Ma mislim, skozi bil kakšen, veš kako te frke, Ja, s tem ja. pretepači, te lokalni pretepači. sem moral malo pokazati. Ja, pa malo so bili pijani, pa malo so tam se pri ženskam kazali, pa malo to, ampak to so imeli redarje dobre, pa so jih porihtali. Tudi so še vsi moji redarji so pokojni. Vsi. Vsi, ki sem Kaj imel sem Grižona, sem imel, to je bil en policaj, ta je pokojni. Potem sem imel Meran Škorič, Nežni, je tudi pokojni. Potem je Vucenta Jože, Boxer, je tudi pokojni. Pa so vsi na normalne smrti ali kje v kakšnih takih? Ne, normalne, pač taki, bolezni, ne. To so bili 3 glavni, ki so pri meni delali, kaj sem jih imel. Ko si bil ta denar dolžan ljudem, si rekel, da enkrat so te enega poslali, da je pol pri tebi spal, ali kako je to bilo? Da je To je to pa malo eden Ratko razloži. Džokić iz Srbije, ne. Ja. Temu sem bil dolžan, ne. On je bil pa Ratko Džokić pa za udbo delal. Drugače je bil pa dirkač, veliki dirkač iz Črne Gore. Vse so ga ubili, ne, 10 let nazaj v Švedskem, ne. Sem v njemu bil dolžan dar in je poslal enega serjevalca, Ja. Mladena. Tega človeka, ki bi ga ti zdaj videl, ti bi rekel, to je pa 100% morilc. Stari, take sive oči, ko te je pogledal, sem imel občutek, da te vidi skozi tebe gleda. Kaj ta zga v življenju sedem. In ste jaz stisnil, ko sem ga videl. Ja. Prišel je s koltom, usede se tam za mizo, k meni pisal. Ja. Prav imam ja pištolj, ako ćemo trebati. Kolt, črn. No, se isto ne poznam, Ja, to tako ne imam. vem. Ja. Pa jaz skozi zaman sem rekel, pa kako to, daj da vidim. Ga vzame, pa metke ven vzame, pa mi ga je pa dal. Se bo, da ga mu strelil. No in kako je bilo? On je pri tebi pol živo, zato da... On je rekel, imaš pare. Ne vem, koliko je bilo denarja. Ja. Rekel, nemam. Kaj ćeš imati? Sem rekel, ne vem, 3-4 dni. Dobro, idem ja v hotel, je rekel. Pa še punce imel s sabo. Ja. Sem rekel, kakšen hotel, je rekel, Unijo, ne. Sem rekel, imate pa tam je soba 100-200 mark, ne. Sem rekel, pa daj ti pej trajiš v moje stanovanje, tak sajt, ne. In je šel v moje stanovanje, ne. Tako da bi se neš pa šlo. Jaz sem šel po Henry. A je, ker bi ti mogel ta hotel plačati, plačati? seveda. Jaz sem mogel plačati, ne. Pa šel pa v Hmeni spat, Ja. moje stanovanje, z še punco, jaz sem šel pa v eni punci tam spat. In koliko časa je bil pri tebi? Mene 5 dni. In pol si ti do denarja prišel Ja, in si dal ta denar. To je bilo kjerga leta. Tudi tam mene 85. In da bi takrat policijo poklical. Pa kaj bi bilo? Nič ne bi, Kaj, mislim. kaj bi imel tega? Policaj bi pa šel, kaj če mu jaz narediti, sej, mislim, še zamelil bi se mu, ne? Kaj bi pa naredil? Rekel si, da si tudi hotel enkrat samomor narediti. Kako je pa to bilo? Ja, to je bilo, to so bile pa, to sem bil pa na koncu. Veš kaj, ker se ti vsi problemi na glavo pridajo, ne? Ker ne veš več, kaj bi, ne?
ki misliš, da je pa... Problemi zaradi teh dolgov, ki si bil dolžan. To je bilo najhujše. Ja. To me je 10-20 ljudi na dan klicali. Sem to toliko dolžen. Pritiski. To je bilo tudi leta tle med 85 in 90. Ja. Pritiski, veš kako to izgleda. A jaz poznam en primer, sem človeka poznal, ki je samomor naredil 10 let nazaj. Ja. Je bil parketom se ukvarjal. Ja. In je rekel, je k meni prišel neki rabo in prostor, pa mi razlaga, da je denar dolžen. Ampak on je imel bajto za 400.000 evrov, vredno, dolžen pa 200. Sem rekel, pa da je človek boš probal bajto. Je rekel, človek, veš, jaz tega ne prenesem. Jaz nikoli v življenju nisem imel pufa in ne prenesem, drugi so me zajebali, da imam pufe in jaz tega ne prenesem. Ja, vse je težko. Čez en teden jaz pokličem mojega prijatelja, ki mi je dal in tako naprej. Rekel, daj pošljem mi tega, a bo vzel ta prostor, da ima ne. Prav veš, da se obesil. No, kako Ampak spati? hočem reči, imel je pokritje, ne? Jaz pokritja nisem imel. Jaz bi pufe vrnil, če bi bil denar. Aha, ti si bil več dolžan, kot si imel. Hočem pa prodati, se nič nisem imel. Aha. Diskoteko sem imel najem, prema noter je bila moja, ampak jaz nisem mogel prodati, jaz hiše nisem imel, stanovanja nisem imel. Jaz nisem imel nič, jaz sem vse sprav zapravil. In kam vlagal? No, ampak kako si hotel ta samomor delati? Kako je bilo to? Ja, na filmu sem gledal, ruska ruleta, ne. Ja. Pa sem pa doma en kolt, ki bi ga en prijatelj pred 10 dni prej posodil, pa sem tam v enem kamnolomu z enim frendom streljala cel dan, ne. Ja. Zdaj pa pištola, ki je, ne, se smodika nabere, ne, in se to zapaca, ne. Nisem pa imel urode, da bi to spucal, ne. In metka sem pa še imel, ne. Ja. Zdaj gledam, kako bi jaz to naredil, ne. In je bil pištola toliko zapacala, se tudi bobenček ni obračal, ne. Sem rekel, manj ne bom, ne. Sem še zajebal, ne. Ampak kaj bom? Jaz sem bil na razpotju. In sem rekel, zdaj bom pa videl, kaj mi je usojen. Čistko. Ja. Ali mi je usojen, da grem v večja lovišča, Ja. ali grem pa v borbo naprej, ne. No, ampak potem sem to prespal, zjutraj sem se zbudil in je bil nov dan. In sem rekel, kaj sem greten, zakaj se pa ubil, samomor delal, zakaj pa vse. Kaj pa si kdaj pomislil, da bi kdaj kakšnega te izterjevalci, ki so ti dihali za vratom, da bi, ne vem, jaz sigurno ne bi šel samomora delati. Jaz tudi ne, Mislim, ampak pride taka žuta minuta, to pravi. Ne, parketar, ne, pravi, je rekel, da so ga drugi zaje, čeprav zastopam, so bili zdaj nekdo drug dolžen ali ga je nekaj nategnil. Jaz ne bi šel samomor narediti. Jaz bi šel najprej unga poštimati. Ja, kako je pa to? Ali pa se spomniš unga ravnatelja, ki so ga otroci snemali iz eno učiteljico, ja, pa je šel pol samomor delati. Budala. Je budala, jaz bi šel najprej une, tudi po radijih, pa po televiziji so se norca z njega delali. Jaz bi šel to pripreden, bi sebe, bi šel še unga. Ko pa primer Janković, ki je samomor naredil, tako mu Janković denarja ni dal. Ja, jaz to ne razumem. A ne, jaz to Ne bom zdaj nič rekel, kaj bi naredil, ampak vreden veš, kaj bi naredil. Ja, jaz sigurno ne bi samomora naredil. Ja, jaz tudi siguren. Bi ga prej Janković. Ja, tako nekako, ne. Zdaj ne razumem to, tako da... Ampak dobro, to ni take malo. situacije, ki sem bil... Ja, zgubiš volo, ne. Jaz tudi kakšne filme gledam, ki ljudi postavijo pred steno, da bojo ustrelili, ne. Jaz še zmeraj bi nekaj probal, ker ustrelili me bojo, zdaj... Tako. Ja, tako in tako. Ne, zdaj nekaj probam, ne vem, tam če en oficir bi na njega skočil, mu probal pištolo vzeti, pa bi rekel, lejte, če ne boste, ali ne vem, ali bežati, če imaš 1:1.000.000 možnosti, To se tudi jaz bi raj dosti to vprašam, naredil, ko gledam te raj to naredil, kako pa da tam čakam, da me bojo streljali. Stare moj, veš kako, prišel situacijo, ki se počutiš kovca. No, sej, Nimaš, ne veš, zgubiš vso energijo. meni je lahko to govoriti, ker še nisem bil v tej situaciji, ne, tako da to je tudi res. Saj jaz nisem bil v tej situaciji, da bi kdo hotel meni ostali. Ampak da se sam, v tej situaciji sem prišel, ne, ampak še zdaj mi ni jasno, ne, kako sem to prišel. Ampak, tako kot sem ti prej rekel, ni v Mari, ker sem rekel, kako imam jaz te probleme, ne. Ja. Enostavno nisem imel pod ključem, vse name padlo, ne. Potem sem pa začel to umaro
sestavlja. No, povej, kako imaš si mu ti to foro za te probleme, kako si jih rešval, bi rekel, psihično, da si se ti boljš počutil. Po tem samomoru, poskusu samomora, Ja. sem si rekel, zdaj moram pa jaz to red narediti v glav, ne? Ne gre to več, ko, ne? To je katastrofa. Če bom naslednjič imel pištolo, sem ubal. In potem sem si zamislil eno omaro, našteti 1000 predali. In v vsakmu predalu imam not problem. Ta cela omara ima pa vrata, ki so pa pod ključem, še en ključ. In jaz, ko sem šel zvečer ven, sem si rekel, nimam nobenega problema. Vsi problemi so pod ključem. In vem, da takrat sem z enom puncem hodil, pa so vedeli, da imam probleme, pa so mi rekli, pa kako se ti tako flegma, pa tako zabava se, tam pa jutri imaš dolžnikov, upnikov, ne, 10. Kaj te bojo klicali, ja. Sem rekel, ljubica, jaz sem vse pod ključem. Nimam nobenega problema, nobenega pufa. To je vse pod ključem. In ko sem si to v življenju postavil, to filozofijo, od takrat naprej sem pa normalno funkcioniral naprej. Ampak zanimivo, ne, kljub temu, čeprav si imel te probleme, finančne si pa še zmeraj kar dobro živel, ne? Si prvoščil. No, lej, imel sem familijo, oženil sem se, imam 2 otroka, smo potovali, smo šli na Kubo, smo šli kje, smo šli sem, vedno sem imel kakšen avto, imel sem glavno oldtimerje, ne. Fora je bila ta, da jaz sem imel skozi oldtimerje, ne, tudi prej, ker sem imel dosti denarja, ne. Tako da ljudje nikoli niso vedeli, imam denar ali nimam denar. Tako da ljudje so še pol govorili, te blagor tebi, ker si bogat, ne. Ampak voziš se pa starim avtom, zato da malo glumiš, ne. Ampak zanimivo, ne, viš, ti si še zmeraj prvoščil, jaz sem pa čist kontra, Ampak ne. nisem, pa tudi sikeril se nisem več, ker sem vse pod ključem. No, mislim, name ta fora s to omaro ne bi delovala, poznam sam sebe, jaz moram problem rešiti, dokler ga ne rešim, sem živčen. In jaz rečemo tudi, ko sem diskoteko, ki mi je po ene... Pa če imaš 100 problemov. Ja. Ha. Ne, no, tudi rečemo glede denarja, jaz, ko sem diskoteko po 4 letih, se je zadeva ustavila. Takrat sem je zaprl, da nisem vsako soboto odprto in sem sam še enkrat, 2krat na mesec odprto. Mu sem pa še 65.000 mark kredita z 18,42% obresti. Tu sem mogel dati, mislim, da je 2000 mark na mesec samo za obresti. No, in jaz takrat nisem, jaz tudi na kafe nisem šel v lokal. Sem rekel, kurc, 1 evro pa 1 evro, če bi zdaj rekel, raj ti s kafe jaz na banko dam, pa da se sam tega kredita, da se rešim. Tudi avto sem sicer razmišljal, da ga prodam, pa sem enega Megana Cabrio, mislim, ni bilo tu boh ve kaj, ampak če bi pol vzel enega, ne vem, za 10 tisoč Megan Cabrio je bil ureden enih 20.000 mark, rečemo, ne. Jaz sem pa pogruntil, prodam ta avto, kupim nekaj za 8.000 mark, pa dam 12.000 mark kredita, vrnem, pa bo ne bo 2.000 evrov, samo, jaz sem samo obresti lahko plačal, glavnica sploh ni znač. Sem rekel, bom pol plačal, sem 1500 mark, tako da jaz sem čist kontra to rešil, sem rešil uno z ultra šparanjem, čist ne zapravljal, samo da to rešim in to je to. Ja, ampak ti si imel pufe z banko, ne? Banko, ja. Jaz pa privat, ne? Tako da je to bilo malo drugače, nisem imel brokov, ne? Ker sem imel, sem jim dal, ne? Pa tudi v določenem momentu sem tudi obresti nekaj dajati, ne? Sem rekel, ne dam nobenemu več. Komu pa te ljudje, ki sem jim bil dolžan, to so bili kaj, neka mafija ali kaj? Pa to so bili, neki so bili domačini, Ljubljančani, podjetniki, neki No, so bili podjetniki Črnogorci, te niso terali neki to, z pištolam pa ja, to. ne, ampak te Črnogorci, te so imeli, ne, veš kako, te so imeli. Ne, bil sem Veso tudi dolžen, bil sem Mišo tudi dolžen. A Veso, to je ki so ga ubili pred bil sem, nekem... ne, 5 sem bil dolžen, razumem. Vse to sem vse poravnovnik, ne. Ampak vedno lahko, da ti naštevam, koliko je bilo teh imen. Ampak veš kako, 500.000 mark, mora biti kar veliko ljudi, da se to je 500.000 mark, ne?
Mislim, jaz si ne predstavljam tazga življenja. No, ampak mene je pol rešil tale certifikati, Aha, to je tam, kjer je bila ta privatizacija, ne? pa sklad. Ti si Igor Lah. pol te certifikate si prodajal, mislim, kupoval si jih od Ne, drugih, ne, ne. Jaz nisem kupoval certifikati. oziroma da so jih vlagali nekemu v en Jaz sem sklad. imel en formular, ki so oni ta svoje podatke napisali meni na ta formular in s temi formularji je Igor Lah pobral njim certifikat iz SDK in ga prenesel vse. In jaz sem te certifikate pobiral in lahko nosil te formularčke. In bil za to plačan, In bil bogato. bogato. Koliko si s tem zaslužil? Takrat v tistem cajtu, zdaj ne smem povedati, ne? Bož, da ne, velik. Pol pufov sem vrnil. Pol pufov si vrnil. No, super. Ampak praviš, teh pufov še zdaj nisi vseh vrnil. Ne pa, da si ta avto mark sem dal. Ampak to zato, Koliko si je dolžan? če ne 50 000. 50 000. Ampak to tako, prijateljem pa to, ker nimam. Ker bom imel, bom dal, sem rekel. Ne? In te to zdaj kaj žre? Ali... Nič. Pa, se pravi, da me že zdavni, odkar imam tisto omaro, me ne že nič več. Tudi sekiram se nis. Sekirat sem se nehal odigrati. Sem rekel, pa hočem se sekirati. Se oni meni rabijo, se ne jaz njih. A razumem? Ti zdaj pišeš neko knjigo, kaj bo tema te knjige? Ja, tema te knjige je, naredil sem 83 poglavij življenjskih, ne, Ja, ki so, kako bi rekel, neki nasveti ja, ali pa informacije, ja. kaj v življenju početi, pa kaj ne početi, zato da bojo ljudje lažje živeli. Naslov bo priročnik za lažje življenje, ne? Je pa tudi v srbščini, ne? Voditi za bolji život. In kdaj lahko pričakujemo to Po knjigo? drugi polovici tega leta. Aha. To bojo te zgodbe iz teh časov. Ne bo izvolj. Jaz imam teme, recimo, kaj sem, en je primer teme, ne? Recimo splav, vera. No, splav, kaj boš tle napisal? Odkje ti sploh te izkušnje, da boš o splavu pisal? Ja, splav sem opisal, da je to zločin. A ja? Zame. Zločin nad živim človekom. Ker otrok, ta Ja. 3 mesece star, ki je v telesu ženske, ne, je živo bitje. Je otrok, No. nima emšo pa davčne, ampak je živo bitje. A je tako? Če bi ti 3 mesece pogledal na televiziji, je otrok, ima roke, noge, glavo, srce. Se pravi, čim je otrok, čim je to bitje, ima srce, ima možgane, ima dušo. Je zame to živo bitje. Od katerega trenutka je živo bitje? Od tistega trenutka naprej, ko se razvije iz jajčeca. Je on ali ona, je to živo bitje. Pa zdaj bi rekel, da si tudi lahko življenje preprečil, ne vem. No, sej, ker si kondom gor dal. Življenje preprečil si ga, nisi ga pa zakončal. No, pa to bo strašno nasprotovanje žensk, se veš, kakšno imajo. Pa ne nasprotujejo. No, vem, ampak tako. Zdaj, jaz to tako gledam. Si veren? Pa lej, ko bom rekel, verujem, da nekaj obstaja, ali je to energija, ali je to narava, ali je to Bog. Verjamem, da ni kar tako neki, kar, kako bi rekel, kar je, ne sam zato, da je, ampak ima nek smisel ta cel vesolje, ne. Ima neko logiko. Zdaj, kaj je to? Veš, kako bi rekel, ljudje, ki ne vemo, kaj bi čemu rekli, rečemo, da je Bog, a je tako, to pamti reka, ne. In pa rečem, No, jaz sem ateist, tako da na Ne, jaz to pravim- niti pomislim, ne. ne, jaz nisem zdaj vernik tak, da bi zdaj rekel, da sem pa kristjan, jaz sem krščen. Ampak se imam za nekoga, ki veruje v nekaj nadnaravnega ali pa nekega Boga, ampak nisem pa, da bi zdaj rekel, da sem pa rimokatolik, ali da sem pravoslavec, ali da sem musliman. Zame je to enostavno, če verjamem v Boga, Bog sam eden, ne. Ni to zdaj 100 bogov, pa tako naprej.
pa svetnikov, pa to je vse marketing, ne, pa vse naprej. No, to opisujem dosta veri, ne. No, ampak kako si sploh na temo splav prišel? Imaš sam kakšno tako izkušnjo, da si v tem, ker jaz, če bi knjigo pisal, ne bi glih na to temo Imam tudi reinkarnacijo. A tudi tu? Pa verjameš v to? Ne, eutanazijo, pardon. Aha, no kaj braš po eutanaziji? Ja, eutanazija, jaz mislim, da je čisto reda stvar. Če sem jaz zdajle toliko bolan, da ne morem živeti, Ja. pa da mi gre na živce, da sem sam sebi gotov, ne. Pa ne to recimo, ki primerjam zdaj enkrat si bolan, ki si smrko, prej imate kar umrl, ne, a je tako. Si gre sam sebi na živce, Ja. ampak si res ferti, Ja, da ne moreš, ne, da si kabilka. Tako, ja. Jaz sem za eutanazijo. Ja, jaz to Mislim, sigurno. hočem se zdaj vlačati, benga smisla nima, ne morem jesti, ne morem piti, veš kaj, dokler ne morem ženske za jošk prijeti, ne, pa to ni več življenje, ne. Ne? Pa da imam tega nek vesele, ne. No in kaj se bojo lahko ljudje iz te tvoje knjige naučili? Ja, nič naučili, prebrali bojo, pa bojo videla in to odgovarjali, ne. In ta moj mnenje, ta moj pogled na te situacije in to odgovarjali, ne. Tudi govorim dosti o tem, kako recimo kreditodajalci, kreditojemalci, ne. Isto ta odnos. Potem recimo, kako bi rekel, očetje, ne, kako se obnašajo do otrok, starši, kako se obnašajo do otrok, kako pravilno otroke vzgajajo. Potem ženske, recimo, tale, kako bi rekel, prav ženske, plastike pa to nekaj dela. Ne? Plastične operacije. Tako, Ja. Kakšno imaš pa tam mnenje? Ja, da ženska, ki je, veš kako je, se veš sam, ne, visimo. Ženska, dokler je na dobre joške, je dober to mačkat, ne. Pa ki ima pa prazne, ne, tisto prazno gumo, te posemine, ne. Ja. In ženska bi mogla, ker se enkrat do tega pride, bi mogla si dati noter te silikone, da vas saj nekaj zaprijeti, ne. To je moj mnenje. Moje kontra, če te Ja, jaz sem slučajno to- zanima. Ja, jaz sem to imel, Mene je pa to tako nagražno. ja, jaz sem te primere imel, pa vem, kako to zgleda. Ja, jaz sem tudi eno imel, to kar nekaj, ki bi noter en les bil in sem ji rekel, Pa je imela pa slabe silikone. Ne, je rekla, da je dala 8.000 evrov, ne vem, že 15 let nazaj. In sem rekel, lej, raj bi videl, da imaš take joške, ki imam jih jaz, bi bilo buške pa tele Ampak eno je umetne. imeti joške, Ja. eno je imeti pa kup viseče kože. Jaz sem imel ženske, ki sem jo slekel, pa ki je imela to, stari moj, mene je vse minili. Sem rekel, ljubica, jaz grem. Raje mi, da imela silikone, pa tudi če bi jih primere pustil, sam, da jih vidim. Ti kako pa, rečemo, se ti kdaj tož po teh časih, ko si bil mlad, ne? Zdaj smo že malo vsi v letih, ko smo bili mladi, smo bili frajerji, zdaj pa ni več tako. Je se ti kaj tož po teh časih? tako, jaz bom to rekel, nima se Kako nekaj- se s to starostjo soočaš? Polej, bom rekel tako, ne, če gledam vse, kaj sem v življenju skozi dal, ne, bi rekel, da sem skozi dal za ene 3 povprečna življenja normalnih ljudi, ne, ki jih vidim okoli. No, jaz mislim, da zdaj še bistveno Okej, več. rečva 3. 10, ne, kaj si Rečva si sam, ki na Majorko pelo uno na en dan na večerjo ali na kosijo ali kako naprej, ne. Veš, koliko je ljudi, 90% ljudi ni šlo dlje do Celovca, kele, ali pa do Jaz bom Trsta. rekel 3-krat to. Ne. Ja. Se pravi, zato zdaj ta življenje, ki ga živim, nisem bogat, ne, ampak še vedno delam, ne. Še vedno se borim na vseh koncih, krajih, eksperimentiram, delam, pač zdaj knjigo pišem, ne. Mislim že pri koncu. Ja, se človek mora nekaj delati, če ne konc. Ne. Pa eksperimentiram. Veš kako, jaz nikoli, tako bom rekel, nikoli se ne predam. Nikoli ne rečem, joj, zdaj se pa ne da, zdaj pa ne bom več, nobenega posla ni, vsi so barabe, vsi nategujejo in kjer se najde zaslužiti. Ni res. Ni res, nekje najdeš neko svojo Moraš priložnost. najti eno luknjo, kjer boš prišel skozi, tako kot je rekel Anže Logar, ko se zaprejo ene vrata, se odprejo druga. To je res. Ja. To velja v življenju. Jaz sem jih že v zadnjih 30 letih
ene 1000 odprl. Ne? 100%. In od tega jih je bilo 800 zaprtih, ne? Ampak ena so pa odprta. Mi se ti nekaj pokaže. Nikoli ne obupam. Ne? Jaz si samo poznam veliko ljudi, jaz se dosti na internetu ukvarjam z raznimi investicijami in pa naložbami. Jaz sem se v zadnjih 20 letih ene 200 sistemov registriral in učil. Ampak jaz stalno berem, stalno se informiram, sprašujem, izobražujem, probavam, zgubim, dobim. Veš, kako je? S tem, ker nekaj izgubiš, si se nekaj naučil. To je res. Sam ne smeš preveč zgubiti. Saj nimam veliko, zato pa malo vlagam. Vložim malo, pa malo zgubim. Pa vložim malo, pa malo več dobim. Ne? Pa tam nekaj zgubim, pa kle dodam. Tako da sem skozi nekaj v pozitivni nuli. Pa ogromno sem se naučil. Ne? To je res. In to ti vedno prav pride, ker nikoli ne veš, kaj ti bo prišlo, kakšen projekt ti bo prišel, boš rabil to izkušnjo, ali ne boš, ker več izkušenj, ki imaš, ne? Več teh informacij, ki imaš, ne? Že danes je informacijska doba. Ja. Jaz recimo veliko ljudi poznam, ker delam kakšen posel, pa jim hočem pomagati. Pa se to ne gre, pa to se ne da, pa to so sami neteguni. Stari, pa kva sploh živiš, pida, v bese, pida, kva, nimaš pa za burek. Nimaš za burek, pa neč se mu ne da. Kako? Kako si ti prej rekel, no ne socialni, ne? Komplicirana sociala, nič ni dober, ampak čok premaknem se. Premaknem se, ja. Cone obdobja, ne? Jaz včasih po cele ure, cele noči berem na internetu, kva se dogaja, ne? Pa včasih je brez veze. Ampak sam ne moreš vedeti, kaj je brez veze, kaj ni. Ampak mogoče v enem večeru dobim pa eno informacijo, ne, ki je pa dobra. Vse veš sam, se tudi to delaš, se na internetu uživiš od tega. Ne? Ja, se strinjam. Internet je zlata jama. Ne? Sam treba si vzeti čas. Ne? Sam ljudje časa nimajo, ja nimam časa. Prav nimam časa, če nimaš časa, koliko imaš pol? 5000 evrov na mesec, a je to? Kako nimaš časa, pa nimaš za živeti? Kaj pa delaš pol? A ni to eno logično vprašanje? To je res, ja. Mislim, nima časa, pa v Sarajevu sem bil tam v eni Boridžinici, pa je ena nezaposlena, tako sem pol iz pogovora razbral, ne, jo je mogel lastnik dobro poznati, ne, in ga je ful napisala, da mora čakati, ne. Pa rekel, a gdje se ti žuri, jel na posel, ne. Pa je pol še dodal, ker sploh ni bila nikoli zaposlena, ne. Tako da, ja, eni pravijo, nimajo časa, pa niti na šiht ne hod, niti nič, ne, tako da, ne vem. Meni še kdo vpraša, če imam čas, jaz vsak mi reče, 24 ur časa imam na dan. In poleg tega, da imam 24 ur časa na dan, še vedno delam in preživim. Ne? Ampak nimam 5 ur na mesec. Ne? Eni pa nimajo časa. Nikoli nimajo časa. Ja, sem pa cele dneve televizijo gleda, pa tako naprej. Ne? Dobro, to je že druga tema. Daj mi ti še povej, a bi kaj spremenil, če bi še enkrat mlad bil, ne vem. Kaj misliš, da so kakšne napake, ki si jih delal, pa tako naprej? Veš pa je, malo več bi poslušal starejše ljudi. No, evo, poslušajte gledalci. So mi starejši ljudje rekli, ne, da bi imel to pamet, ki imam zdaj, da bi bil toliko star, kot sem ti. Pa sem si mislil, stari, ti si budala, ti pojma nimaš. No, jaz sem tu za očeta doskrat mislil, ki mi je vse pamet vozi, pa ta star tebe cajt povozil. Ja. Ampak, veš, da se za 90% stvari, saj za 90% pokazalo, da ima čist prav. No pa preden boš umrl, boš pa jih je 99. Najbrž da rec, ja. Tako da to je nekaj. Ja. Kaj pa vem, veš kako, sej ti skozi napake rasteš, ne? To je res, ja. Mislim se, kakšno napako moraš tudi narediti, pa te mora malo zaboliti. Ker ti štovka dela napake, se pravi, da dela. Ja.
Ne? Tisti, ki nič ne dela, ne bo narediti nobene napake. Čeprav je pa to, kar si ti rekel, ne, ki bi mu pamet takrat tuno, ki jo imaš zdaj, ne. Veš, kaj je pa problem, ki si starejši? Ki pa te je vsega bolj strah, več vidiš problemov. In ki si mlad, je tudi fino, da si malo nor, ne vidiš nekih težav, ki so, ampak jih ne vidiš in kar rineš, ne. Pa se ta moja neumnost, ne, me je pripeljala do tega, da sem pufe jemal, ne. Če ne bi bil toliko neumen ali pa toliko neizkušen ali pa toliko nor, ne bi vzel pufo, ne. Ampak bi se osredotočil pa bi rekel, lej, boljš malo manj imeti, pa to kvalitetno, ne. Ja, ampak to je zdaj po bitki je biti lahko general, ne, tako da to je, ki si pa v realni situaciji, ne, kako takrat narediti za nazaj, je vsak pameten, tudi zmeraj je drug, zna biti pameten za drugega, ne, vsi vejo, kaj bi bilo zate dobro, ne, bolj, kakor ti sam veš, mislim, Ampak sebe pa ne znajo ampak če ti te pošlihtati, ljudi ne. pogledaš, kaj te pa metujo, Ja, se pravim, so sebe pa, pa ne, so pa mogoče na slabšem, kot ti. ja, sebe pa ne znajo pošlihtati. Jaz vem, tako da, ne. jaz vem, dosti ljudi je meni rekli, ker sem imel diskoteko, pa to, ja, pa to neumno, pa to. Stari, večina od njih je dosti na slabšem, kaj je. No, pa če si Pa tu so bolj pametni, pameten, kaj je. če si tu pameten, pa ti nared, ne, pa pel, ne. So bili bolj pametni, kaj je, vse so vedeli. Pa ima danes manj. Glej, vlača nisem streho, na glavo imam, zrihtel sem si to, delam ene biznise, sekiram se, nič več za nobeno stvar, ne. To je super. Za nobeno stvar, ne za nič. Baš me, veš kako, jaz si tako rečem, pač je tako mora biti. Ne? Super. Ne vem, kaj pa, veš kaj, vedno rečem, naredil sem v tistem momentu najboljš, kar sem znal in zato se nimam kaj sekirati. Ker sem najboljš, kar sem znal. Zakaj bi se sekiral za nekaj, kar nisem znal? To je res. Ampak znal. Se pravi, je tako mogli biti, a je tako? Ja. Ker se z avtom pele na srečo naredim. Jaz sem zavil, ker sem vedel, ker sem mislil, da je to prav, ne? Ali pa sem zabremzal, ker sem mislil, da je to, ali pa ne vem. Ajde, karkoli v življenju počneš, verjetno delaš, ker misliš, da je to prav. Ja, pa itak življenje je del napak, mislim, da Sestavljeno življenje iz sestavni del vzponov in napak, padcev. ja, tako da. Ne? Tako da nimaš tukaj težko kaj pametovati, ne. Vsaka prav bi drugače naredil. Jaz bi tako rekel, ne, da sem čisto zadovoljen, kako je bilo. Super. In se ne obremenjujem s tem, kaj bi bilo, če bi bilo, ampak pravim, tako, kot je čisto v redu. In to, kar zdaj znam, pa kar vem, lahko še 50 let živim, pa, ne, dobro, to ne bom, ne, ampak rečemo, mi je zdaj lažje, ne. No, super. Ja, neč, da ne bomo Marjan predolga, so že kar dolga. Ja, jaz mislim, da je nekaj časa, tako da jaz bi se ti lepo zahvalil za tale intervju, da si prišel. Ja, malenkost, veselje mi. Lepo potrebno si se pripeljal zaradi tega intervjuja, tako da jaz mislim, da se bova še enkrat usela, ko bo knjiga ven, da boš kaj več o knjigi povedal. Tako da mi je bilo zanimivo, tako da hvala. Vi gledalci, pa če vam je bilo tole všeč, malo povšečkajte, pokomentirajte, napišite, kakšen vam je bil ta video. Če imate kakršenkoli vprašanje zame ali za Marjana, napišite komentar, bova odgovorila. Rade volje. Pa seveda, če še niste naročeni na moj YouTube kanal, se naročite. In to bi bilo za danes vse. Hvala, Marjan, in se Čau, vidimo. fajn se majte, dio.